Lep in prijazen damam želim iz slovenske prestolnice. Mi se nahajamo na stopni cesti imenovani Tržaška. In tukaj na levi desni strani vidite urejenost v začetku glavnega mesta. O tem, kako je urejeno, prijazno, lepo, boste razsojali sami. Naša naloga je, da vam lepo kažemo, izgled Tržaške ceste, ki vodi vse tja do Šubičeve ceste, ki na desno stran pelje proti središču mesta in na levo stran po stari Prešernovi cesti, kjer boste videli objekte, ki povezujejo del Ljubljane. No, vidite, to je tako. Pa vam je zdaj jasno, kako vozimo mi. In to je zanimivo, Slovak telefonira, sedi za volanom in vozi. In mi smo zelo toliko prijazni, da mu pustimo prednost. Če bi vedeli, da telefonira, bi zagotovo ne bi. No, to je ta del mesta s starimi, ne prav prijaznimi objekti. In temu pravijo vhod v Ljubljano iz Tržaške ceste. Stanja ne bomo komentirali, kot rečeno v uvodu. Le pokazali vam bomo objekte in cesto, ki povezuje našo prestolnico, oziroma glavno mesto. Smo zelo natančni z avtocestnim križem Ljubljana-Koper. No, tukaj bomo mi zavili levo, če bi zavili desno in šli proti centru. Če zavijemo levo, se lahko peljemo do letališča, kjer piše aerodrom, to je slovenska beseda za letališče. In postaja železniška se imenuje Station. No, to je tako. Maribor, Avstrija in Kranj pa so povezovani kraji, prek katerih idemo naprej, rečeno v Avstrijo, levo ali desno, odvisno, kateri kraj zapeljemo, Kranj ali Maribor. No, zdaj smo mi že na Aškerčevi ulici in zdaj zavijamo v Blajvajsovo ulico, ki je tudi
zato, ker je prav neurejena, če smo zelo pošteni. No, tukaj bi z zavojem desno prišli do parlamenta in pa Trga Republike. Mi pa se bomo namesto po Šubičevi cesti zapeljali še vedno naravnost. Proti središču mesta, in sicer zato, da vam pokažemo urejenost Gosposvetske ceste, ki so jo prenavljali nedavno, in na to Dalmatinove ceste, ki je prav tako bila obnovljena v tem obdobju zadnjih mesecev. No, zdaj tukaj zavijamo nasproti hotela Lev, ki jo ste zagledali na levi strani, na Gosposvetsko ulico, ki je bila, kot rečeno, urejena v zadnjih mesecih in nedavno odprta, mislim, da nekaj 1. septembra, v začetku novega šolskega leta. Kot že rečeno, če bi zavili levo, bi šli proti Avstriji, če bi šli naravnost proti Mariboru in če bi šli v tej smeri, kot rečeno, proti Mariboru, bi tu šli mimo železniške in avtobusne postaje. Peljemo, da bomo predvidni, ker še po obnovljeni cesti še nismo vozili in piše še vedno, da je cesta v gradnji, čeprav so jo uradno zanimivo, formalno pravno odprli za promet. Čudno. No, to je Gosposvetska cesta. In mi bomo po tej obnovljeni cesti se zapeljali na Dalmatinovo cesto in tudi svoj posnetek njej zaključili. Mimogrede, ta cesta pa je povezan s Slovensko cesto oziroma križišče med Slovensko in Dalmatinovo ter Gosposvetsko cesto. Tu desno ne smete zavijati, ker v bistvu je to dovoljeno po Slovenski cesti, voziti se le vozilom mestnega potniškega prometa, ravno jih vidite, ki prihajajo, zanimivi ekološko urejeni avtobusi mestnega prometa. Naravnost ta poslovna zgradba je letalka, a na levi strani pa je, kot ste videli, prva
bolnišnico v Ljubljani. In zdaj smo mi že na prenovljeni Dalmatilovi cesti. Ki so odrečeno upali nedavno. In tukaj je nova avtobusna postaja. Treba pa reči, da so pločnike razširili. Vendar še niso imeli časa označiti, kaj je za pešce in kaj je za kolesarje. No, to je bilo to, zdaj vidite, tako pa je v najlepšem mestu na svetu. Mi bomo dali pošteni prednost, ker je tudi ima. Mi pa se imejte lepo, mi bomo se posnetek zaključili v tem križišču, ki pelje na Komenskega cesto. Tu pa je RTV Slovenija pred vami. Lep pozdrav!